Organizacijskemu odboru sem hvaležen, da me je povabil k priložnosti izjavi po polaganju vencev tukaj na spomeniku v Dražgošah. Zdaj smo dobro vstopili v leto 2021. V tem letu bomo praznovali ustanovitev, razglasitev naše države in njeno enotno obrambo. Spomnili se bomo voditeljev in enotnosti ljudstva, ki je botrovala ustanovitvi države in njeni enotni obrambi. Že konec tistega leta, pred 30 leti, so bila tudi prva priznanja, diplomatska priznanja suverene, samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Upam, da bomo sredi tega leta na državni praznik, dan državnosti, praznovali skupaj in vzneseno. Ko bomo, upam tako, praznovali letos ta praznik, se moramo spomniti tudi vseh tistih, med drugimi tudi borcev Cankarjevega bataljona, partizanskega gibanja in vseh drugih osvobodilnih gibanj, posameznikov, skupin, ljudi, domoljubov, ki so na različne načine v različnih časih, v časih težkih preizkušenj. Samo v 20. stoletju, po prvi svetovni vojni, Maistrovih borcev, v času druge svetovne vojne, partizanov, po razglasitvi naše države, veteranov, ki so branili samostojnost suverene Slovenije. In nazaj, vseh tistih, ki so dali v ta zgodovinski lok slovenskega osamosvajanja svoj najbolj, bom rekel, dragocen prispevek, pripravljenost, da žrtvujejo svoje življenje. In mnogi so jih tudi žal res. Upam, da bo praznik letos, dan državnosti, praznik, ko bomo to obeleževali skupaj in vzneseno. Veseli, da smo v prvi polovici tega leta tudi premagali širjenje virusa, ki je tako globoko posegal v zadnjem času v naša vsakodnevna življenja. Želim si, da bi praznovali na Kongresnem trgu ob državni slovesnosti vsi skupaj, kot pravim, da bi se zares od srca vzneseno veselili dneva državnosti, praznika, ko se spominjamo ustanovitve naše države, da bi bil praznik, ki bi povezoval. Če smo torej za praznik dneva samostojnosti in enotnosti 26. decembra lani dobili, in to je nekako simbolno, cepivo, ki je vendarle, ki predstavlja začetek konca te krize, potem si želim, da bi sredi tega leta, 25. junija, zvečer, bil Kongresen trg v Ljubljani
poln, da bi bili trgi in druga obeležja vse povsod po Sloveniji, polna ljudi, ki bi bili veseli, da smo premagali to krizo, da se z radostjo v srcu spomnimo tistih, ki so bili voditelji v času osamosvajanja, enotnosti slovenskega ljudstva in, kot sem rekel, posebej poudaril danes tukaj v Dražgošah, da bi se spomnili vseh tistih žrtev, ki so položena v to samostojnost v času potem, ko je nastala ideja zedinjene Slovenije in ko so se generacije Slovencev borile, nekatere tudi z žrtvami, zlasti sredi prejšnjega stoletja, v času osvobodilnega gibanja, zato, da so nastali pogoji, v katerih smo potem lahko s plebiscitom enotni in pol leta kasneje, pred 30 leti, ustanovili samostojno slovensko državo. Ob začetku tega leta me v tem smislu, ne glede na našo utrujenost zaradi prestajanja te krize, zaradi socialnih in drugih stisk, ki so med našimi ljudmi, me nekako navdajata optimizem in upanje. Upam, da bomo razumeli priložnost, ki nam jo daje letošnje leto, ko praznujemo 30. obletnico ustanovitve države, da se povežemo, da v času tega praznovanja tudi nekako pozabimo ali odstranimo za trenutek razlike, ki so med nami, normalne, vseh vrst. In da se spomnimo razlogov, zakaj smo skupaj. Ker je med nami več tistega, kar nas povezuje, kot tistega, kar nas ločuje. Hvala za vašo prijaznost. Vse dobro vam želim v tem letu.